Kako veš, da potrebuješ osvojiti se, naučiti samo umirjanja? Danes sem ti pripravila eno čudovito, kratko, ampak sladko vsebino, ki ti bo odgovorila na to vprašanje. Zaradi tega, ker ogromno ljudi se ne zaveda, koliko škode se naredi, ko se včasih nekaj z življenjem seveda aktivira, pa se stvar v resnici ne umiri. Predvsem pa postane taka stvar nevarna, če ne znaš umiriti hitro, zato ker pušča dolgoročne posledice. In ker ne želim, da se to zgodi tebi, ti želim danes predati 4 znake in vkolikor najdeš najmanj 2 znaka pri sebi, čeprav jaz bi rekla, da že skoraj enega, ampak rečemo, da bom prijazna, 2, je mogoče dobro, da se tega načrtno naučiš, pa ti bom tudi povedala, kako to lahko narediš. Ok, pa si poglejva torej 4 znake, ki so ključni za to, da ti dajo vedeti, prišel je čas, da si pomagam in da si pomagam na hitro, ko se nekaj intenzivnega zgodi. Torej, nekaj se zgodi. In kako mi vemo, da sedaj potrebuješ ti samo umiritev? Zaradi tega, ker ti telo močno reagira potem, ko je intenzivne v bistvu situacije že konec. Povsem normalno je, da ko si v neki intenzivni situaciji, to je intenzivna energija in takrat je normalno, glede na to, kakšne frekvence in vibracije se takrat vse dvigujejo, da telo reagira, ker pri tej intenzivnosti nekako sodeluje. Pa vendarle obstajajo ljudje, ko je situacija že konec, imajo lahko zaradi te situacije, ki se je zgodila mogoče prejšnji dan na družinski večerji oziroma kjerkoli že, naslednji dan glavobol, pa še 2 dni kasneje glavobol, pa še 3 dni kasneje jim je slabo in tako dalje. To pomeni, da je ta intenzivna situacija sedaj že 72 ur prisotna v telesu in to je en velik energijski in pa tudi fizični strup, ki pušča dolgoročne posledice. Sploh, če se intenzivne situacije pojavljajo večkrat in imaš ti vedno ta podaljšan učinek tega, je to nekaj, kar ti izjemno ne priporočam in definitivno ne potrebuješ. Ok, pač tako tvoje telo, ti tako reagiraš, to je pač nekako tudi normalno, ampak čas je, da to ustaviš in da se naučiš, kako si pomagaš za to, da ne bo več teh podaljšanih učinkov. Torej, to je bila naša prva točka, kako veš, da potrebuješ definitivno se naučiti samo umirjanja. Druga točka je prenos energije. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko se zgodi neka intenzivna situacija, jo ti tako zelo nekako vsrkaš oziroma absorbiraš vase, da jo enostavno ne zmoreš več nositi in ko jo ne zmoreš več nositi, jo toliko ne prenese več tvoj sistem, da drastično išče, kam bi lahko to energijo odložilo. In velika manifestacijska težava rata, če ti potem priješ domov in to odložiš na svojega otroka ali pa odložiš to na svojega moža, ker ljudje to, ali pa na svojo ženo, na kogarkoli že, zato ker ljudje to zelo radi delajo. To ljudje ne delajo zlobe, to ljudje ne delajo zavedno. Če bi vedeli, da ta prenosna energija res škodljiva, ne bi nikoli želeli na tak način prizadeti svoje ljubljene osebe, ampak to se zgodi na podzavestni ravni, to je avtomatika, to ljudje naredijo, ko v bistvu cel njihov mentalni sistem dobesedno ne prenese več te energije in reče, nekaj moram to dati, če ne bom kar počela. In takrat v bistvu odložiš to na druge ljudi, si začneš rušati manifestacijo odnosov in niti ni prav, da to delamo. Takrat veš, da se rabaš naučiti tehnik samo umirjanja. Potem naša naslednja točka so neki miselni trnki. A veš, ko imaš neko intenzivno situacijo, z nekom se spreješ, to je popolnoma normalno, človeško, vsi ljudje nekako v neki fazi pač to doživljamo, delimo en drugemu in tako dalje. Ampak, da veš, da je pa taka intenzivna situacija naredila škodo, je, ko se ves čas miselno vračaš nazaj k njej. To pomeni, mine ta že 2 tedna, mine že 1 mesec, mine že 3 meseci in tako dalje. Kljub temu, da se je komunikacija med vami že pomirila, kljub temu, da se te
tega več ne omenja, kljub temu, da se te odnosi nekako normalno in naravno nadaljujejo, ti ne moreš mimo tega, da te misli vračajo na to, kaj je takrat bilo, kaj mi takrat človek rekel in tako dalje. To pomeni, da je ta energija, te intenzivnosti ali pa mogoče tega spora še vedno prisotna v tebi in v takem primeru, jaz temu rečem, je energijska rak rana, katero nihče noče nositi, je čist prehudo za miselni in čustveni sistem in zelo dobro je, da se naučimo hitro spuščati take situacije na celostnem nivoju. Bom kmalu povedala, kako. In potem zadnja stvar je, da ti tisti, ki so ti blizu in te drugače zelo podpirajo, da ti to rečejo, da ti dobesedno rečejo, veš kaj, si neki spremenjen, si spremenjena, neko čudno energijo dajaš, kaj je narobe, ne počutim se prijetno, ko si ob tebi in tako dalje. To pomeni, da te je neka energija tako popolnoma prevzela, da ljudje, ki drugače niso tvoji kritiki in tako dalje, da čutijo kot da te želijo malce dati na distanco, pol je tebi lahko samo še hudo ob tem, ampak ni potrebe po tem, ampak definitivno zaznava neko energijo, katero ne želijo absorbirati vase in takrat lahko dejansko nastopijo tako tudi do tebe. In škoda bi bilo, da bi se to tako dogajalo zaradi mogoče čist nečesa drugega, kar si doživela z nekim drugim človekom, z neko drugo okoliščino. Če si na katerokoli izmed teh vprašanj oziroma dala kljukico na enega izmed teh znakov ali mogoče na 2 znaka, če še več, potem definitivno opozorilo, potem te vabim, da je čas, da te zadeve spremeniš in da si privoščiš in da narediš kratek in resnično tak prijeten tečaj, ki se imenuje tečaj hitrega samoumirjanja. Tečaj hitrega samoumirjanja je dobesedno prva pomoč, ki ti pomaga, da izločiš drastične negativne energije, včasih dobesedno nemudoma, včasih takoj zatem. To so tehnike, ki so kratke, ki so učinkovite, ki trajajo minuto ali pa 2 ali pa mogoče 3. To niso dolge meditacije, zato so neki drugi tečaji, a ne? To niso ure in ure, ki jih potrebuješ preživeti v miru, ampak to so načini in dihalne vaje in ostali principi in skeniranje telesa in zunanje pomoči, ki ti lahko v tistem trenutku pomaga, da zaživiš in zadihaš v katerikoli situaciji, kakorkoli je že videti in kakorkoli se že zdi naporna. In jaz to znanje imam in želim ti ga predati. Zame je to v življenju absolutno naredilo čudeže in sedaj želim to predati tudi tebi. In ta tečaj se pričenja kaj kmalu na spletu. Pripravila sem ti čudovito doživetje, spletno učilnico, doživljenjske posnetke, skripto z vsemi temi vajami, hitrimi meditacijami. To je definitivno tečaj, ki ima hitre meditacije notri, a veš, take zelo hitre stvari in resnično se ti splača, da to spoznaš in da končno vdihneš v življenju v miru v vsakem trenutku, ne glede na to, kaj se dogaja. Naklikaj si povezavo in se mi pridruži.